Takole, pozdravljena Dejan in Barbara. Res je, da se prav veliko ne javljam, vendar kot članica vaju redno spremljam in se vama moram zahvaliti za srčnost in trud, da širite in predajate to dragoceno znanje in izkušnje. Dejan, vedno pozorno prisluhnem tvojim napotkom in jih s pridom uporabljam v vsakdanjem življenju. Naredila sem spremembo v prehrani, sedaj se bolj prehranjujem po principu Ayurvede, redno meditiram, spreminjam prepričanja, hitro prepoznam, kdaj sem v vlogi žrtve, naredila sem enomesečno razstrupljanje s pomočjo kvantne kozmetike Levelites, torej trudim se delovati bolj holistično. Opazila sem veliko spremembo na fizičnem telesu, konkretno v kolkih. Imela sem že tako močne bolečine, da nisem mogla več hoditi po stopnicah. V gozd nisem več šla, saj mi hoja navkrebar in navzdol ni več ustrezala, na pilatesu pa vaj za kolke sploh nisem več delala. Nekako sem se že sprijaznila z zamenjavo kolkov, saj so jih po očetovi strani zamenjali že vsi strici in tete, vključno z mojim očetom. In spoznala sem, da sem se ujela v vzorec. Začela sem spreminjati stvari, kot sem jih že zgoraj opisala, in danes zopet hodim peš po stopnicah, ter lahko že krajši čas tudi tečem, hvaležna do neba in nazaj in smajli. Hvala za tvoj predlog, da je pametno narediti sem pa tja razširni preventivni krvni pregled, kar sem včeraj tudi naredila in naredila to kuro razstrupljanja. Ne? Potem sem pa jaz v bistvu vprašal, da zdaj najdem, takole, draga Marija, srčna hvala za lep e-mail, evo, je bil nor teden, tako da se ti šele sedaj uspel odgovoriti, tale vikend bo končno prav zame. Wow, kakšni rezultati, čestitam za kolk, to je izjemno, čemu pripisuješ takšen rezultat? Ne? Potem je pa Marija odgovorila, Dejan, hvala za tvoj odgovor in ti v tej priložnosti čestitam za tvoj okrogli jubilej, željo po veliko lepih, navdihujočih, igrivih trenutkih. Ja, to je bilo takrat, so vsi pisala, sem imel rojsten dan, potem malo potem 26. je tukaj bil odgovor. Glede kolkov se je sprememba zgodila skoraj čez noč. Res je, veliko podpornih stvari sem naredila že mnogo prej, naprimer popolnoma sem spremenila prehrano že konec lanskega leta, nekaj mesecev uporabljam sprej Levilauricum in si naredim jutranji protokol na obeh kolkih spredaj in zadaj, nanesem še na zadnji del vratu in križnico. Pri meditacijah delujem iz 7. torej iz kvantnega polja, nivoja, vsega kar je, na to pa opazujem zdravljenje. Z razširitvijo zavedanja sem se naučila ustvariti močno torzijsko polje, na kar sem podzavestne čustvene travme, ki so se nakopičile v tetivah in sklepih z vorteksi ozemljevala. Manifestirala sem tudi popolno obnovo in zdravje kolkov. Pa vendar se je sprememba zgodila skoraj s kvantnim preskokom. Po eni res dobri in globoki meditaciji sem se naslednji dan do moje pisarne nevede odpravila peš po stopnicah. Evo, zdaj me mrazi. Kar do takrat nisem več zmogla. Šele v pisarni sem ugotovila, da sem do nje prišla čisto brez bolečine. To je tisto, ko pozabiš, ker te neha boleti, ker pozabiš. Takrat so me oblile solze hvaležnosti in radosti. Sem pa tisti dan pozabila pogledati, kakšen je bil K-indeks, predvidevam, da je bil visok. Od tistega dne hodim po stopnicah brez bolečine že približno 1 mesec. Takšen rezultat pripisujem vsemu naštetemu, vendar pa mislim, da sem si pot do tako naglega izboljšanja skrajšala z Levilauricum, tisto ključno meditacijo, mojo vztrajnostjo in tvojim trudom, da nas vodiš na pot, kjer je vse mogoče. Hvala ti za vse, kar si, kar delaš in daješ. Ja, velja tudi tebi, želim lep vikend. Hvala Marija, res pol dober, no, res sem vesel, hvaležen za tak rezultat. Da vidim, če sem še kaj napisal. Draga Marija, lepo pozdravljena, najprej iskrena hvala za lepe želje, kar se tiče ozdravitve, super. Topa, ne, potem sem pa pripel ta video, ki smo ga takrat, ki smo že dali na YouTube, ker sem točno to govoril, da res včasih moraš delati en čas, pa mogoče ni toliko rezultatov, pa delaš, ampak če vztrajaš, pa se pa zgodi eksplozija. Eksponentna krivulja, tista rast, mogoče Alex daš tisti kratek video izsek iz 5. članstva, da sem ravno o tem govoril, da si lahko še enkrat pogledate. To je tisto, ta stik, ta povezanost, ko res mi, ko žarimo, ko to, kar mi predajamo v svet, ko v bistvu res maksimalno se potrudimo, damo to življenjsko energijo v to, s tem žarom, z energijo, to je tisto, kar je res, kar doprinaša potem tudi ljudem. In tudi v njih
Ne, mogoče se še ne zavedate, vse to, kar mi delamo, v vas postopno prižiga, ne, aktivira te potencijale, te lučke, ne, in slejka prej boste vi, bo prišlo do eksplozije, ne, sam vprašanje pač tega relativnega časa je, ne, kdaj bo ta preskok, ne. Tako da, jaz sem vedno rekel, ne, treba vztrajati na poti, ne, in potem ta krivulja gre vedno više in gre v eksponentno in potem, kar naenkrat boste se katapultirali in boste v bistvu šli na povsem nov nivo bivanja, ne. In zato je potrebna vztrajnost, je potrebna iskrenost, smo rekli, odločitev, pogum, res iti noter, se potopiti, ne bežati, ne iz ene tehnike v drugo, v tretjo, v deseto, to ne bo na dolgi rok dobro, ne. Torej, nekaj tisto, kar imam, kar čutim, delam in delam redno, a ne, in to je tisto. In ljudje tukaj največ napak ali pa največ težav vidim, no, je, da primanjkuje te vztrajnosti, ne, da je pomanjkanje tega vztrajnega dela na sebi in da na neki ravni zaradi tega potem ljudje ali obupajo, ali izgubijo voljo, motivacijo, ne. Ampak najbolj močna je tista notranja motivacija, ne. Vse je fajn zunanja, ne, in da dejansko nekdo verjame vate, to smo imeli zadnjič na delovni skupini, je ena udeleženka rekla, ki imam tole šolo za življenje, ne, ta 2-letni program, je rekla, ja, včasih padam, ne, včasih padam in potem malo ne verjamem, začnem dvomiti, ja, sem rekel, jaz pa verjamem vate, da zmoreš. Vemo, poznamo, ne, kako deluješ in tvoj se lahko hitro čas uplete, a ne, pa začneš svoje zgodbice si napletati v glavi, v ne, ampak včasih pomaga, da nekdo verjame vate, tudi ko še ti ne v sebe, a ne, in ti s tem pomaga tudi v sebi prebuditi to zaupanje vase, to vero, ta pogum, da zmorem, da bo šlo dobro, a ne, in to je fajn, vedno na terapiji pa na takih srečanjih pozitivno, radostno, veselo zaključimo, ja, tako je možno živeti, ok, da se, a ne, in radost, igrivost je zelo visoka vibracija, ne, dragi moji, drage moje, in je to v bistvu precej više od nekih strahov, jeze, zamer, bolečini, ne vem kaj vse, ne. Zato je treba vedno, ko gremo čez proces, jaz procesiramo, zjočamo, gremo čez procese in potem, dvignemo vibracijo, ne, in smo dejansko na povsem novi stopni zavesti takrat, ne. In če to poglabljamo, če to delamo redno, zato vas spodbujam, delajte redno, poslušajte posnetke, delajte meditacije večkrat, ne. Ker vse to se bo na nezavedni ravni vtisnilo in slejka prej boste kritično maso zavesti toliko napolnili, da vas bo katapultiralo gor. Mogoče ne boste niti vedeli kdaj, ne? Enostavno čez noč se bo zgodilo potem, ne? Ampak do tja treba pa priti, do tja treba zdržati. In seveda je proces, je pa tudi stvar izbire, odločitve, iskrene namere. Torej brez figice poznane, ne, v žepu, brez bi jaz malo delal na sebi, pa v resnici ne bi se spremenil, na tak način bo težko, ne bo šlo, ne, ker se boste zacikali, pa vam bo ego ali pa rekel, ja, pa se ni treba, pa kaj pa to moram delati, pa ne rabite, lahko pa izberete, ker vam je pomemben napredek, svoboda, mir, varnost, sočutje, ljubezen v življenju, v odnosih, ne. Torej izberem, ker si to želim živeti. Ok, verjetno noben ne želi živeti v pomanjkanju, v trpljenju, v bolečini, v boleznih, a ne, a je kakšen tak, ne dvigne roko, ne, mislim, verjetno ne, ne, vsi si želimo biti zdravi, biti izpolnjeni, biti srečni, ne, zadovoljni v življenju, ampak ne moramo do tega priti, če pa zanikamo sebe, če pa zanikamo svoje potencijale, ne, če si lažemo, če se sprenevedamo, če se pretvarjamo, ne. Torej, osnova je res sprejeti to, kar je, sprejeti so esence, dvome, strahove, aktivirati svoje potencijale in potem zaživeti v svoji polni pristni moči, ne. To je tista energija, ne. In potem je vse drugače in je vse lažje. Okay.